Jaz vas vse lepo pozdravljam, posebej pa naše goste iz stranke Levica oziroma njihovega koordinatorja Luka Mesec. Mi smo z njimi že opravili določen razgovor v posebnem predhodnem sestanku, pa ne bi tukaj preveč dolg bil, ker vem, da imate en kup vprašanj za njih. Lepo pozdravljam še enkrat tukaj, povedali smo jim, da je današnji sestanek namenjen to, da bi v bodoče med našim klubom, ki je klub slovenskih lastnikov, v bistvu stekel boljši dialog in da bi ostali na stalni relaciji in smo se s tem vsi strinjali in da bi probali neke težave, ki se zdijo, da so potrebne z dialoga uspešno nasloviti in najti ustrezna stališča in rešitve. Tako da, ker smo zelo omejeni s časom, danes imamo tudi mi še dve stranki, bi prosil pol, da kar začnete z vašimi vprašanji, glede na to, da ste v preteklosti imeli kar veliko želja. Pozdravljeni, moje ime je Nenad Oraščin, podjetje Slometal Nova Gorica. Prvo bi vam izrekel dobrodošlico in da imate pogum, da ste prišli sem. Druga stvar, če boste vi, kar pravite, vzdignili davke, jaz preselim podjetje v Bosno, koliko dobiste vi davkov? Nič. Krapovič preseli iz Črnomlja na Hrvaško, vi dobiste nič davkov. Joc preseli v Lichtenstein, dobiste nič davkov. Tukaj imamo 300 podjetnikov, 300 zlatih podjetnikov. S čim boste vi gradili neprofitna stanovanja? S čim boste vi naredili socialo? Ali boste omogočili nam, da mi pogoje, da delamo in da bomo lahko razvijali in še več vplačali v blagajno, ali pa nas boste nagnali? Samo dve opcije so. Ja ali ne. Ni kompromisa. In še bil to, bom vprašal vsakega od vas od stranke, koliko ste vi, gospod Luka Mesec, vplačali davkov v svojem življenju od svojega zaslužka, od podjetja. To je to. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Zdaj, imeli smo v bistvu neko tako uverturo že prej v malo ožjem krogu, tako da jaz bom ponovil. Kot prvo, mislim, temu sem prej Joc rekel podjetniška ideologija. Češ, imamo podjetnika, podjetnik ima firmo, daje delovna mesta, plačuje davke in to je steber pač in predpogoj vsega ostalega. Mi smo kura, vse ostalo so jajca. Jaz bi rekel, da ne smemo tako binarno razmišljati in da če se hočemo pogovarjati o razvoju države, ker jaz mislim, da zato smo tukaj, ker hočemo neko skupno vizijo ustvarjati, ne smemo gledati na svet kot na binaren, samo dve opciji sta črno-bel, pač ali boste znižali davke ali pa gremo. Mislim, jaz bi kot politik rekel, da je to izsiljevanje. Če malo vrnem to ostrino. Ampak bom probal pač najti tukaj nek kompromis. In bom rekel tako, za uspešno družbo rabimo veliko več kot samo podjetnike. Za uspešno družbo pač mi rabimo zelo dobro delujoč izobraževalni sistem, rabimo kompetentne kadre, rabimo zdravstvo, zato da so ljudje zdravi, rabimo socialno državo, ki vzpostavlja socialni mir, zato da se nam svet ne ruši pred očmi, rabimo pravno državo in tako naprej. In vse to so predpogoji, to je šele v bistvu okolje, v katerem lahko podjetja pač obstajajo in so uspešna. In jaz mislim, da vsi podjetniki tukaj verjamem, da mislim se... Vem, ampak hočem reči, verjamem, da ste inteligentni ljudje, mislim, absolutno ste sposobni, da razumete, da ni vaše podjetje otok in da pač obstajate v neki družbi. Tudi na Švedskem boste morali plačevati davke in tudi na Švedskem obstajajo isti pogoji. Seveda lahko selite v Bosno z gospodom Snežičem, ampak kakšna družba je Bosna, jaz ne bi rad, da Slovenija postaja njej podobna. Jaz bi rad, da Slovenija postaja podobna Švedski, ne Bosni. In zato sem proti temu davčnemu dumpingu. Ja. Ja, da če smem dokončati. In
Kar mi zagovarjamo je, glejte, v Sloveniji ne bomo prišli do evropskih plač z zniževanjem davkov. To se enostavno ne da narediti. Ne bomo. Zaradi tega, ker je pač naš bruto toliko manjši, da ne moremo imeti. Mi lahko davke damo na nič, pa bomo pač nekje pol na nivoju Avstrije. Ampak če ne bomo plačevali prispevkov in davkov, pač nam bo kolapsnilo vse ostalo. Od zdravstva, pokojninskega sistema. Visoke plačevali, ne, bojo na koncu ljudje imeli manj, blaginja ljudi bo slabša zaradi tega, ker so previsoki davki. Ja, saj mogoče se pogovarjamo o tem, kaj Levica hoče. Ne? Zdaj, mi smo branik socialne države, zato smo načeloma pač proti temu, da se znižuje davke. Kar bi radi v naslednjem mandatu naredili, je pa naslednjo. Ne? Zdaj, ko se pogovarjamo o tem, kakšno okolje rabimo, da bo pač v Sloveniji lepo živeti, bi jaz rekel, da bomo naš standard, sploh za mojo generacijo, bistveno lažje, kot da drastično znižamo davke na plače, pa s tem poškodujemo en kup ostalih podsistemov, da bomo standard bistveno lažje popravili tako, da v proračunu najdemo 300 milijonov evrov na leto, zato da zgradimo 30 tisoč javnih najemnih stanovanj in da začnemo cene spuščati. Se ta primer sem že večkrat dal, pa ne govorim ga zato, ker bi jamral. Jaz imam poslansko plačo, ki je pač ena med 5% pač najboljših plač v državi, ampak da vam lahko tamle dol 70 kvadratno stanovanje, mene plača plus stroški stanejo 40% te plače. Ne, pa se pa vprašajte, kako naj ostali s svojimi plačami preživijo in zakaj mi je zadnjič kolegica, ki je prišla v Ljubljano z Dunaja, rekla, da tukaj plačuje 400 evrov dražjo najemnino za podobno stanovanje, kot ga je na Dunaju. Ne, se pravi, če bi imeli javno stanovanjsko politiko, tudi naše plače ne bi bile več tak problem za mlajšo generacijo, ker bi oni prišparali na najemninah in na kreditih lahko po 500 evrov na mesec. Jaz sem se proti sociali, absolutno. Jernej Rehar, absolutno mora biti država socialna in skrbeti, da je blaginja ljudi čim bolj enotna. Vendar zdaj imamo javno zdravstvo, ki je drago in popolnoma neučinkovito. Nič vredno. Imamo javno upravo. A pa je drago javno zdravstvo? Je drago, ja. Imamo javno šolstvo, ki je slabo in drago. In vi hočete narediti javna stanovanja, ki bojo neučinkovita in spet nič ne bomo dosegli. Mi moramo dosegati v bistvu, že v zdravstvu bi mogli privatizirati zdravstvo, zato da bi bilo učinkovito. To ne pomeni, da ni socialno. Lahko je socialno, vendar zaradi same organizacije, da bo učinkovito, mora biti privatizirano. In isto je šolstvo. In isto je, in vi zdaj hočete odpirati tukaj enako problematiko, enako neučinkovito zdelati s socialnimi stanovanji. Glejte, vaš slogan je prihodnost za vse, ne le za peščico. Tako, za vse, ne le za peščico. To je pač sodobna interpretacija tega, vsi enaki, vsi enakopravni, ki smo imeli v Jugoslaviji. Vi ste premlad, da bi Jugoslavijo zaživel, verjetno, mislim, da no, saj je realno. V Jugoslaviji smo imeli komunizem, vi hočete komunizem, v komunizmu smo bili vsi reveži. Vsi smo bili reveži. Razen tisti, ki so imeli politične zveze in tako. Razen Tito, ki je imel 30 avtomobilov, imel svoj vlak, imel svoje letalo in podobnih kampljcev. Delovni ljudje so bili vsi reveži. Jaz živim ob meji, celo življenje živim ob meji, živimo na deželi, mi smo bili proti Italijanom reveži vse življenje. Danes smo, ker imamo tržno gospodarstvo, smo, lahko rečem, da bomo kmalu lahko boljši od Italijanov ali pa vsaj enaki in vsaj imamo enake možnosti. Vi si pa želite komunizma, jaz si tega ne želim nazaj. Vi bi ga mogli najprej izkusiti, da bi lahko vedeli, kako je bilo. Lahko imate, poslušate neke pravljice, kako je bilo takrat, verjemite, takrat smo bili vsi reveži. Delovni, nedelovni, itak je bilo vse enako. Smem.
Ne, mi se ne želimo vračati v Jugoslavijo, tako kot sem že večkrat rekel, jaz nimam nobene nostalgije po tem. Razmišljamo pa, kako 21. stoletje narediti. V bistvu jaz 3 krize vidim pred nami. Pač ena je kriza demokracije, kar pomeni, mislim, ker tukaj vidim, to disonanco med nami. Pač jaz sem v javnem prostoru praktično vsak dan prisoten. Ampak vaša interpretacija tega, kar jaz govorim, je nekaj, kar je meni čisto. Mislim, vse to, kar ste zdaj povedali, je nekaj, kar je meni tuje. Pač jaz tega nikoli nisem javno zagovarjal, niti tega ne mislim. Ampak ne, prihaja do te disonance in mislim, da to je problem naše demokracije, da mi nimamo več javne sfere, v kateri bi se lahko argumentirano pogovarjali, ampak imamo trg mnenj, ki ne glede na to, koliko so resnična ali pa koliko so veljavna, delujejo pač na čista čustva. Pač veljavno je tisto, kar dobi največ lajkov. In zato imamo pač, živimo v vzporednih svetovih, vsak v svojem mehurčku. Sredstvo okrog, jaz ne morem drugače to videti, kot da pač si želite tak sistem, kot je bil. Ja, ampak mislim, poslušajte, kaj imam za povedati, ne skočiti na prvo stvar, ki vas zmoti. Druga kriza, ki jo vidim, je podnebna kriza. Mi bomo morali investirati v to. Fiskalni svet je rekel, da bomo morali investirati 8 milijard, če hočemo ujeti zaveze, ki smo jih dali do leta 2030 in to bo stalo. In tretja kriza je, da se svet pospešeno razslojuje. Zdaj jaz razumem, pač vsi tukaj ste podjetniki, ki ste ustvarili svoje podjetja z nule, ampak v svetu pa vidimo, da se nam dogaja v bistvu oligarhizacija sveta, da imamo par ljudi, ki si praktično lasti pol sveta, in da imajo oni tudi neverjetno politično moč. In zato mi iščemo odgovor, kako z stvarmi, kot so vključevanje zaposlenih v lastništvo in tako naprej, ustvariti svet, kjer bo lastnina malo bolj razpršena, kjer se bo seveda pač ohranjala dobre poteze kapitalizma v smislu pač konkurenca, trg in tako naprej. Ne mislimo iti v nek planski socializem ali karkoli takega. Hočemo pa imeti 21. stoletje, ki bo vzdrževalo socialni mir, ker če jaz kaj vidim pred sabo, je trenutno to, da mi padamo iz krize v krizo in ljudje so skozi bolj v bistvu pač jezni, pa ne vejo več na kaj. Mi smo prišli do stanja, pa ne zaradi tega, ker imamo slabo šolstvo, ampak zaradi tega, ker so ljudje besni in dezinformirani in zmedeni, da 40% ljudi v Sloveniji po raziskavi, ki je bila nazadnje opravljena, ne zaupa več znanosti. Ne verjamejo več v znanost. Mislim, to so stvari, ki nas resno morajo skrbeti. In zato ne smemo gledati to kosko, pač kaj bi kdo rad, ampak je treba gledati, kako bomo mi družbo ohranili približno normalno, ker če se nam bo družba začela sesuvati, ne bo, mislim, bo za vse slabo, tako za vas kot za mene. In to bi mi radi. Se pravi, pač jaz mislim, ekonomist, ki ga imam jaz v bistvu najrajši, ni to Marx, ampak je John Maynard Keynes, ki je, ko bi rekel, rešil kapitalizem pred samim sabo med vojnama in predvsem po vojni, ko je bil eden od glavnih arhitektov povojne ureditve. On je rekel tako, jaz sem najprej liberalc, ker hočem imeti svobodno in odprto in demokratično družbo, sem konzervativc, ker sem proti revolucijam, ker revolucije so obglavljanje družbe in ustvarjajo kaos in pol diktature. Vem pa, da je predpogoj za vse to, da se vzdržuje socialni mir. In jaz mislim, da je to nek trikotnik, ki je zelo lepo povzel, kako bi morala družba korakati, da bomo lahko živeli en z drugim, dihali en z drugim in seveda pač so zdaj tukaj davki in ostale stvari so močno prepletene s tem, nažalost. Mogoče bi se lahko pogovarjali tudi o nekih recimo skupnih točkah, ki jih imamo pa vseeno. Ker jaz mislim, da noben od nas tukaj si ne želi odmika od delujoče socialne države. Tudi to solastništvo zaposlenih je to taka stvar, kar jo nekateri od nas tudi že izvajamo, pa še več si želi to izvajati in si želimo tudi boljšo regulativo na tem področju. Tako da me zanima tukaj, rečemo, kakšni so koraki. Kar se pa kljub tudi zavzema, je pa to, da v preteklosti smo v glavnem videli, da se pretakanje, nekje se eni davki znižajo, potem se pa druge zvišajo, zato da se to naredi. In eden izmed glavnih načel oziroma glavnih
ciljev kluba za leto 2025 je dvig dodane vrednosti, pa v bistvu povišanje iz tega naslova povišanje proračunskih sredstev. Pa me zanima, rečemo, en komentar na to, na te cilje. Sem še jaz pred odgovorom umešam, ker skušam malo poslušati naše člane, vas, da bi skušal malo bolj apolitično moče diferencirati poglede. Jaz mislim, da mi člani smo absolutno vsi pristaši socialne države. Socialna država se zaenkrat, socialna država, ki je zapisana v ustavi, se zaenkrat omogoča s tem, ko gospodarski subjekti plačujejo davke od dobička, z DDV-jem pa s prispevki za vse vrste socialnih varnosti. S tem denarjem pa upravlja država v imenu političnih strank, ki ob vsakih volitvah dobijo večino v parlamentu in si postavijo izvršilno vejo oblasti. Mi podjetniki zaenkrat z našo izkušnjo od osamosvojitve naprej smo prepričani, da bi z manjšim delom tega denarja iz vseh teh naslovov, ki ga damo v upravljanje politikom po demokratičnih volitvah, bolj zagotavljali podlage za socialno državo in ne zaupamo. In zato ne radi dajemo to, ker na primer si tudi politiki ne zgradite nekega zaupanja do nas, veliko denarja vam v upravljanje, ker smo prepričani, da smo mi bolj sposobni, bolj uspešni in to in tudi dajemo našim zaposlenim boljše plače in tudi za tiste, ki rato invalidi ali pa jim kdo umre, pa tako poskrbimo sami bolje. To je prvi ta, po moje, izhodišče, ki se navezuje na Juretovo. Drugo, nas zanimajo, jasno, da imamo javno zdravstvo, ampak javno zdravstvo se financira v več kot 80% v obliki z prihodki iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje. To se pravi, ne financira nam tega zdravstva država, ampak mi sami plačujemo to in s tem denarjem nekdo upravlja, ki slabo upravlja vseh 30 let. Zato mi damo za moje pojme, ki sem iz zdravstva, ogromno denarja za javno zdravstvo, ko pa rabiš javno zdravstvo, ga pa večinoma ne dobiš in prihaja do privatizacije, kjer edina privatizacija v zdravstvu, do katere prihaja to, ko zavarovana oseba pride v situacijo, ko potrebuje zdravstveno storitev, te ne dobi dostopnosti v obliki termina in plačila iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ampak mora to večinoma plačati žep. Ali gre k zasebniku, ali gre v javni zavod in to je edina privatizacija. Tako da drugo moje vprašanje, kaj po vašem mnenju kot vaše politične stranke definira javno zdravstvo? Jaz mislim, da vi definirate javno zdravstvo kot državno zdravstvo, državni lasti. Mislim, da tukaj se zelo motite, ker javno zdravstvo definira javno financiranje, ni tako važno, kdo je lastnik proizvajalnih sredstev, ki to izvaja. Ključni razlog ali pa ključni namen javnega zdravstva je, da je javno financirana storitev, ki jo upravičenec dobi takrat, ko jo potrebuje zelo kakovostno in je manj važno, je to v državni lasti ali ne, ker potem bi morali sprivatizirati tudi vse dobavitelje in vso potrošno opremo, kjer dela velike donose, pa to nikoli ni agendi vaše stranke, da bi morali tudi to, rečemo, nacionalizirati. To so te istočne. Jaz mislim, da je glavni ta disonanca v naših pogledih je, da mi želimo, glede na izkušnje, čim manj državnega upravljanja z našim denarjem, vi pa bolj zaupate državi, da bi s tem denarjem boljše upravljali. Recimo, ja. Pa mogoče bom kar tukaj začel, ker je dobro izhodišče. Zdaj jaz bi tako rekel, jaz vem in razumem, da je država izgubila zaupanje. In mislim, da se je to tudi pokazalo med covid krizo, pa to ni bilo samo v Sloveniji, čeprav v Sloveniji je bilo to še bolj grozeče. Ker politika ni imela zaupanja, se je poskušala najprej v svetu opreti na medije, ko je bilo treba izvajati covid ukrepe, ker tudi mediji danes ne uživajo več zaupanja, so se naslonili na znanost. In tam se je javno mnenje začelo obračati proti znanosti. In mislim, da pač znanost, kot ta temeljna institucija, na kateri naj bi bila naša liberalna in razsvetljenska družba zgrajena, je začela padati. In jaz mislim, da to je velik problem. In jaz bi ta problem začel odpravljati tukaj, da mislim, da moramo dobiti vlado in mandat, ki bo postavila nazaj zaupanje v inštitucije. To se pa ne bo dalo doseči drugače kot z lastnim zgledom. Ker samo, če bodo ljudje približno zadovoljni s tem, kako država deluje in kako se politika obnaša, bomo lahko se začeli pogovarjati o tem, da stvari začnemo postavljati nazaj na noge. Ker jaz mislim, da mi smo zdajle tako v neki situaciji, kjer smo lahko zdrsnemo v kaos ali pa pač
kamorkoli bo svet šel. Ni pa še prepozno. Druga stvar, bom mogoče šel na Jureta, delavsko solastništvo. Mi smo pripravili zakon, ki je spodbuden. Ne? Zdaj problem imamo pri nas, da tako kot smo se zadnjič v Devisoftu pogovarjali, pri nas ni prepovedano vključevanje delavcev v lastništvo, ni pa spodbojeno. Pač davčna ureditev je taka, da naravnost odvrača od tega. Ne? Tako da mi s tem prvim zakonom v seriji, ki jih bomo sproducirali, delamo naslednje. Po eni strani vzpostavljamo pravno podlago za, tukaj govorimo v bistvu s prvim zakonom bi radi reševali vprašanje nasledstva malih in srednjih podjetij, kjer lastnik se odloči podjetje prodati ali pa gre v penzijo, pa nima sina, hčera ali kogarkoli, na kogar bi podjetje prepisal. In mi ga bi želeli spodbuditi, takega lastnika, da podjetja ne proda nekemu skladu ali pa konkurentu, ampak da ga proda svojim zaposlenim. Zaposleni bodo dobili pravno podlago za zadrugo, lastnik bo pa dobil davčne spodbude, da podjetje proda njim oziroma da ga oni obročno od njega odkupijo. Tako da to bil prvi v bistvu zakon, se bo ukvarjal z vprašanjem nasledstva. Ne. Tukaj bomo seveda tudi se dotaknili vprašanja s tem istim zakonom problema, ki ste ga vi zadnjič naslovili, to je pač razdavčevanje nagrajevanj delavcev z opcijami, kjer jaz mislim, da je razdavčenje nujno, bi pa se pogovarjal o tem, da se to naredi čim bolj inkluzivno. Ne. Se pravi, ne da sem peščica delavcev dobi, ampak da se malo širše poskuša nek kolektivskost to ustvarjati. Mislim, da je to tudi za podjetja dobro, ker mi imamo problem z odhajanjem, oziroma meni prijatelj podjetnik mi je tako rekel, on dela v IT sektorju, je rekel 20 let nazaj, ko smo mi to začeli delati, ni bilo težko oblikovati ekip, ki so skupaj stale par let. Zdaj imaš pa freelancerje, ki pridejo tako kot plačanci. Ne? Pač rečejo, ok, sem na tem projektu s tabo 3 mesece, pač pogodba je taka in taka, pol grem pa drugam. Ne? In vključevanje delavcev v lastništvo je v bistvu tudi način, kako ti ljudi skupaj pa zraven držiš svojega projekta. Tako da mislim, da to je velika potencialna sinergija, ne? Če se pogovarjamo tukaj o možnih skupnih poteh ali pa naše in vaše vizije, bi se jaz v bistvu s tem precej ukvarjal. Ne vidim problema, pravim, da... Dajmo prosim, dvigujte roke, da bomo približno skušali, ne. Vi ste se že javili pred časom, ne, imate besedo. Lepo pozdravljeni, Požar Mirko. Ja, do zdravstva sploh še nisem Gospod Mesec. Ja, izvolite. Lepo vas pozdravljam in zelo pozdravljam, da ste prišli sem in mislim in želim vam, da se tudi dobro tu počutite. Prav tako želim, da ta debata vodi v cilj, kjer boste vi imeli neko dodano vrednost od tega. Mi vas poslušamo vsak drug dan na televiziji, tako da poznamo vaše razmišljanje. Bi bilo pa dobro, da če želite narediti več pozitivnih premikov v družbi in to tudi za širšo volilno bazo, ne samo za 18-letnike in študente, da mogoče vzamete v znanje kakšno naše razmišljanje. Ena zadeva, namreč, ker naše razmišljanje je posledica izkušenj, vaše razmišljanje je pa posledica prepričanj, zato ker izkušenj iz podjetniškega sektorja žal nimate. Generalno bi povedal eno stvar. Vi favorizirate ekonomskega teoretika, ki je umrl pred pol stoletja. A veste vi, kakšen je model kapitalista bil v 60., 70., 80. letih? Kaj je general menedžer ali pa CEO podjetja, čemu je strmel? Samo enem cilju, in to je maksimizacija dobička za lastnika na poti ožmi vse po vrsti. To je bila tudi Reaganova doktrina. To pomeni, nihče ni izbiral cilja za dosego maksimizacije dobička. Danes je ta model popolnoma pase. Danes mora direktor podjetja skrbeti za vse stakeholderje,
ne pa samo za shareholderja. To pomeni, in kdo to je? V prvi vrsti, in to počnemo. Zakaj? Zakaj? Zato, ker se nam to splača, ne zato, ker smo to nekje prebrali. In kdo so stakeholderji oziroma po slovensko deležniki? Naši kupci. Kupec, če ni zadovoljen, se ne bo vračal. V času družbenih medijev tako razširi novico dobro, 9krat hitreje pa slabo. Kdo kreira zadovoljne kupce? Zadovoljni zaposleni. Zadovoljni dobavitelji danes, ko imamo krizo na supply chain, zagotavljajo materiale in sredstva. Moraš imeti zadovoljne banke, ki sicer ni tako težko, ne? Prav tako moraš imeti vpliv na okolje pozitiven. Pomeni na gasilska društva, rokometne klube in vse ostalo, ki je v okolju. Plus tega se moraš odgovorno obnašati do okolja, to pomeni do zemlje in do zraka. To pomeni, če v družbi poznamo osnovne gradnike, individuum, družina, podjetje, organizacija, država. Mi jih poznamo vsaj 3. Zakaj? Zato, ker smo 50 let stari in smo jih izkusili. Kako smo jih pa izkusili? Ne tako, da mi je ata povedal, ampak tako, da sem 20 let se mučil. Tako na osebnem, družinskem in poslovnem. In tu nas je 90% takšnih. To pomeni, države nihče ni vodil od nas. Nihče. Vi ste jo, pa ste zavozili. Zato mi želimo, da je vodite, ker demokracija, ki je vodo danes, je padla. Torej, mi želimo sposobne mlade ljudi, tako kot ste vi, ampak morate biti vaše ideje na realnih temeljih. In če boste danes od tu šli s kakšnimi novimi vprašanji, potem je ta čas, ki ga imate tu, imel svoj smisel. Ja, glejte, jaz bi tako rekel, jaz sem se prišel pogovarjati, ampak predpogoj pogovora je vzajemno spoštovanje. A veste, to je tako, kar ste zdaj vi meni rekli, jaz sem garal 20 let, jaz sem na lastnih žulih zgradil, kar imam, vi pa nimate pojma, poznate samo teorijo, to je približno tako, kot bi jaz vam rekel, kaj pa vi veste, ste samo podjetnika, ste kdaj od blizu videli državo, ne? Ja. Ja, sej. To vam najprej želim. No, ampak Najprej se dobro počutite in veste, hočem reči, brainstorming je vedno malo drame. To je vse dobronamerno. Želim samo, da se pogovarjamo maksimalno iskreno. Ne? Vse spoštovanje in plus tega spoštovanja, da se dobro počutite tu pri nas. Jaz se dobro počutim tukaj in jaz tudi rad polemiziram, tako da z veseljem pridem še kdaj. Ne, tako da to sem vam hotel reči. Glejte, tudi jaz se pač ne zajebavam, ne, mislim, jaz nisem prišel tako, da bi, ne vem, iz nekega zlatega jajca prilezel in pa bi se znašel v slovenski politiki in kaj jaz vem, ob 10 se zbudim, pol grem za 2 ure malo v službico, pol na kosilo, pa sem pa frej, pa dobim 3 určke, ne. Pač ne zgleda moj dan tako, na žalost. Pač tudi to, da smo mi stranko postavili, pa da zdaj kotira kot 3., 4. najmočnejša v državi, pri mojih 34 letih pač je bilo trdo delo, mislim, veliko trdega dela, veliko neprespanih noči, 12-16-urni delovniki in tako naprej, tako da tudi jaz lahko rečem, da sem z veliko svojimi žuli pač to postavil, da sem kjer sem, ne, in se borim za to, da delamo. Sem pa prišel zaradi tega, ker je prav, da si izmenjujemo poglede. Med mojimi prijatelji je veliko podjetnikov, tako da jaz podjetniško perspektivo razumem, ne. Mislim, imam od človeka, ki je na Kickstarterju dobil projekt in trenutno kotira njegovo podjetje pri 30 milijonih po letu in pol dela, do nekoga, ki je postavil eno od prvih internetnih firm pred 20 leti v Sloveniji, do nekoga, ki ima zdaj startup, kjer proizvaja, v bistvu prej bil grafični dizajner, zdaj pa šel v izdelavo produktov za otroke. Ne. Razumem jaz njihove perspektive, ker se, ne vem, vsako drugo nedeljo, malo drugače kot ne, pač pogovarjam z njimi, ne. Tako da nisem jaz tukaj kot nekdo, ki bi bil sovražen, prišel sem pa zato, da razumemo različne perspektive.
In v bistvu, kaj je bilo vaše vprašanje na koncu? Moje vprašanje, se nisem postavil vprašanje, ne, če se nisem postavil, ne, ampak v bistvu z vsega tega, kar sem govoril, je, torej, kater model kapitalista mi nagovarjamo. Točno, ja. Ne, to je tukaj neka bottom line, ne, ker vse vaše javne komunikacije, kar sem jaz slišal, nagovarja kapitalista iz 80-ih let, ki skrbi za lastni kapital. Ostalo pa spoštuje regulatorja oziroma zakonodajo. Ja, ne, tukaj pa jaz ne skrivam ambicij. V bistvu pač, kako bi rekel, pač moje istraživanje je namenjeno temu, da bi iznašli pot, kako ustvariti kapital v 21. stoletju, ki bo odgovoren do zaposlenih, okolja in lokalnih skupnosti. In tudi zato sem velik promotor vključevanja zaposlenih v lastništvo, ker mislim, da na ta način bomo začeli dobivati malo drugačen kapital, kot ga imamo danes. To ima veze z lastništvom zaposlenih. Glede, ko omenjate cel čas lastništvo zaposlenih, v odvetniških firmah najmanj 100 ljudi poznajo, najmanj 100 let poznajo solastništvo. Veste, solastništvo zaposlenih je najpomembnejše. V podjetju vedno moraš pogledati, kje je asset, kje je sredstva. Če so sredstva v glavah, tem jih moraš vključiti. Če so pa v strojih, pa ni mu zdaj vključiš. To ne pomeni, da ta lastnik podjetja ali pa ta direktor ni socialno odgovoren oziroma ni odgovoren do vseh stakeholderjev. In to je kultura podjetja, posameznika. To nima veze z solastništvom. Solastništvo je lahko tudi nevarno. Zakaj? Zato, ker ni mus, da so ljudje kompetentni in se potem več ukvarjajo z lastnim delavcem, z lastnim deležem, kot pa s procesom. To boste kolegi bolj vedeli, verjetno bil primer Akrapoviča, ne? Ko jim je odkupil nazaj delnice, zato ker so se bolj ukvarjali potem s tem, ali bo delnica rasla, ali bo padla, namesto da bi delali. Ne, s tem se strinjam. To je tako, ne? Mislim pa pri solastništvu je tudi pomembno v bistvu vedeti, da vsaka dejavnost ni zmožna implementirati solastništva. Mi da sva s Tomažem partnerja v enem podjetju, ki dela igralne aparate, 25 let ni hotel nobeden biti z nama solastnik, ker sva imela kredite, da sva poslavila tovarne, kupila stroje in imela od spodnjih gad do žen pod hipoteko in sva prosila, ali lahko imate malo nižje plače, pa vam dam še, si ni noben hodil. Potem, ko sva kredite odplačala, se je pa perspektiva zamenjala, ne. Tako da razumem pa pri Juredu, kjer grozdi določene strokovnjake in je ta grozd v IT industriji dokaj tipičen po celem svetu, tukaj se to lažje naredi. Sam verjetno, če bo firma jutra morala vzeti 100 milijonov kredita za en projekt, pa bodo te zaposleni so odgovorni, pa bodo mogli stanovanje pa hišo na hipoteko dati, da se bo ta ljubezen hitro končala. Tako predvideva, ne. Saj moje izkušnje so take. Zdaj pa ti jaz nekaj vprašam. Ali res lahko daš ženo pod hipoteko? Žena je dala nanga hipoteko. Ne, ampak zdaj, če jaz lahko to resno odgovorim. Veš, kaj je žena pomeni pod hipoteko? To, če bi bil jaz v defaultu, bi moji otroci in ženi bili na cesti. In zato je tudi žena pod hipoteko. In to nobeden od mojih zaposlenih ni en dan bil brez plače. In zato jaz take posploševanja solastništva ne razumem in ga je treba bolje definirati. Sem mislim, da je tukaj ena... Drugače pa nov davek omogočil boljšo prilagoditev. Nekrat komentiral, če lahko, ne. Mislim, da je treba tukaj se zavedati, ne, da je kako bi rekel, da je treba tudi ta pojem podjetnika, ne, oziroma v firmi mogoče en set ljudi, ne, ki pa dajo jajce na tnalo, kako bi rekel, ne, in ki so upravičeni do večjega deleža, pa ki dejansko tudi so tisti ključni elementi uspeha v podjetju, ne. Ker se mi zdi, da če bi na drugi strani, ne, razdelili, recimo nekatera podjetja so res kritična, ker to ne gre, ne, ampak če bi razdelili, rečemo, delež DVSofta v 300 ljudem po 0,3% vsak, da nima prihodnosti, ne. Je neka pametna meja, ne, kakor jo je treba razumeti pa vzdrževati, ne, od tega, da ima samo 100%, do tega, da se to delno deli, do tega, da je široko.
pač od podjetja do podjetja In različno. to podjetnik sam najbolj ve, ne rabi politikov, da mu pišejo zakone, kako naj zaposlene Ne, vključujejo. politiki Rabo pišejo pa zakone, to je dejstvo. Ne, ampak če Samo, zdaj Marko Lotrič se že smem prijavljal. mogoče sem še na tole vprašanje se vrnem, no, kaj je zanimivo. No, še vprašanje, pa Marko Lotrič, da vprašanje, kar Ja, izvoli. v bistvu vprašanje, kako bi rekel, menedžerja, CEO-ja, pač v različnih. Katerega kapitalista vi naslavljate vprašanje? Ne, jaz vidim transformacijo takole, ne. V 60-ih so bile korporacije naštelane tako, da so skrbele v prvi vrsti za svoj kapital pa za svoje zaposlene. Po financializaciji, po financializaciji pa prišlo do shareholder kapitalizma, ki mislim, da ga imamo še danes. Stakeholder se tudi strinjam, da ga imamo, ampak to je malo druga zgodba. Shareholder pa pomeni, da korporacije delajo za maksimizacijo, za to, da imajo maksimalno dobro kotirajo na borzi, ne. To je njihov primarni interes. In če je pač donos dober, dobi menedžer nagrado. In tukaj se je vse v bistvu obrnilo na glavo. Mislim, zato imate tudi grafe, kako so v Ameriki, ne vem, do sredine 70-ih plače rasle približno skupaj s produktivnostjo, od 70-ih naprej so se pa plače ustavile, dobički so pa eksplodirali, ne. Mislim, pač to je problem našega sveta. In drug problem našega sveta je, da zdaj, ko imamo pač tako neenakost in si par korporacij lasti svet, mislim, se to je v Silicijevi dolini, pa tudi pri nas prihaja, že postal model, da je namen podjetništva postal to, da ti neko firmo postaviš in na hitro zbustaš vrednost in pol jo prodaš finančnemu skladu, ne. In v bistvu to so stvari, ki bi jih mi radi spreminjali. Sloveniji skoraj ni. Ja. Zelo redki so primeri tega. No, zato sem pa tukaj, ne, da se pogovarjamo o tem, kako slovenski kapitalizem peljati naprej. No, sem mislim, da Ja. se tu, Marko da se Lotrič tukaj ima vsaj besedo. jaz osebno strinjam, Lotrič ima da je to razslovje. kriza, ne. Da je to problem. Ja. Marko, evo. Marko. Evo, hvala lepa, Marko 10 minut. Lotrič, Meroslovje. Ja. Lepo, da se z Lukom so meščani. takole na 3 metre lahko srečava, ga že dolgo nisem videl. Luka, dobrodošel med nami. Namreč on je iz Železnikov, jaz pa iz Sevc, cele 2 kilometra pa Ponaja loči sicer razdalja, tako da se tudi poznava sicer in tudi skupne prijatelje imava verjetno in žlahte in tako naprej, ki en pred drugim delajo. Ne glede na to, Luka, dobrodošel med podjetniki in podjetnicami in želja po mojem vseh nas je, da en drugega začutimo. Meni je enkrat rekel, kaj biti, ne meni, ampak v večini nam je enkrat rekel Akrapovič, kaj pravzaprav je razlika med podjetnikom in pa menedžerjem. In je rekel tako, ne, da je podjetnik podoben dojenčku. Vsake 2 ure po noči se pač moker zbudi. To je tista odgovornost, ki jo pač nosimo do vseh tako imenovanih deležnikov, ki jih je prej kolega zelo dobro opisal. Ne bom predolg. Zdaj bi pa rad, da ne par, imam tukaj, sem si zapisal ene par vprašanj. Prva zadeva me je zelo razveselila, pa v momentu razočarala. Nasledstvo. Posebej so bili omenjeni družinski člani, ampak to je okej, to damo v stran, zdaj pa dajmo sam delavce pogledati. Mislim, jaz bi sam želel, da karkoli govorimo o delničarjih, o nasledstvu, da so obravnavani vsi enako. To je ravno tako, kot če bi rekel kmetija, je tukajle, zdaj nimam svojih otrok, imam svoje otroke, tem država ne bo pomagala, jih ne bo, ampak bo pa recimo tistim na vasi, ki pridejo včasih. Saj, lahko sem stavek tukaj, narobe sva se razumela. Pravim, da družinskih članov ne izključujemo na noben način, pisali smo pa zakon za primere, ko ni nasledstva, ne. Super, jaz upam, da v ta oba primera noter in po zgledu prenosa kmetij naj še zgleda prenos podjetij. To je moj nasvet. Druga zadeva. Morebiti je treba, da vsi v politiki, nevezano na politično barvo, da razumemo vsi skupaj, da približno 80% zasluženega denarja od zaposlenega upravlja država. Skozi davke, skozi DDV, skozi vse prispevke, ki jih je treba še zraven plačati in eni in drugi državni blagajni. Pa če sem rekel 80% malo veliko, pa 70% pa sigurno. In dajmo se vprašati, če nekdo toliko veliko denarja zaupa, recimo kolegu Marku, a sem jaz siguren, da jih bo on dobro obrnil. Ja, če verjamemo v njegove sposobnosti. Tako da ta mindset, pa okej, bomo od drugega še govorili, se mi zdi zelo pomemben zavedanje, s kakšnim denarjem vlada razpolaga. To se mi zdi zelo pomembno.
Pa sem še tukaj le noter. Ja, delo se splača. Delo se more splačati. In me zanima, na kakšen način bi recimo redefinirali socialno politiko. Jaz sem in verjamem, da je stališče Slovenskega podjetniškega sklada v temu, kluba, enako temu, da pomagamo vsem tistim, ki niso sposobni za delo. In jih ovira zdravje, jih ovira marsikakšen drugi hendikep, ki dejansko ne more zaslužiti svojemu delam na trgu. In a je kdo razmišljal o tem, da bi socialni prispevki bili zgrajeni, ker jaz vem, da revolucije ne bomo delali, ne mi, ne pričakujemo tudi mi, da ne bi kdo drug delal, na način, da bi naredili tudi neko socialno kapico. In sicer mi imamo nabor socialnih, se pravi dajatev oziroma prihodkov, in recimo, da bi rekli, v redu, pripadajo ti, ampak več kot nek nivo pa ne moreš dobiti. Okay. Ja, to je bilo zdaj zadnjo vprašanje. Ne, imam še, ampak bom samo pod vprašanje. To je bilo zadnjo vprašanje in zdaj bo gospod Mesec odgovoril in potem bomo zaključili. Vprašal še zadnjo, pa bom bolj probal se na kratko odgovoriti. Zato jaz mislim, da... Ja, socialna kapica. Zdaj pa še nekaj v redu. Samo okrog dodane vrednosti. Okrog dodane vrednosti jaz mislim, da se tako pavšalno govori in pa ne vem, če jo pravzaprav vsi tisti, ki jih po televiziji poslušam, res razumejo, kaj je dodana vrednost. In imamo take, dodana vrednost je 47 000 € ali pa 45 000 €, ma ne, 100 000 € mora biti dodana vrednost. Vemo, kaj je v števcu pri dodani vrednosti. Dobiček, amortizacija, masa za plače. Od spodaj v imenovalcu je število zaposlenih. Poglejva midva enega, ali pa vsi skupaj poglejmo eno storitveno dejavnost, ki ima 22 € na uro. To je nek obrtnik, recimo, ki nam pride nekaj doma narediti. Tak obrtnik bo imel približno dodano vrednost, dajmo reči, 29 000 €. A mislite, da se s tako dodano vrednostjo da preživeti? Seveda se da. Seveda se da. Ker on od zgoraj v števcu nima amortizacije, on ima tisto kotno brusilko ali pa šraufelcigar in tako naprej. On nima dobička, ker ima vse skupaj plača. In on z tem 28 000 €, tukaj sem odštel seveda tele, bom rekel, minimalne stroške, ki jih ima, davki in prispevki, vse sem upošteval. Če bi mi hoteli priti na 100 000 €, pri takem, približno pri taki deli, pri takem modelu, bi mi mogli tega človeka, obrtnika, ki bi prišel k nam, ne plačati po 22 €, ampak približno po 90 €. Pa drag stroj bi mogli. No, ampak zdaj samo govorim, kaj je to. Pa še en stavek, ali pa če rečem takole z dodano vrednostjo. Farmacevtsko podjetje, energetsko podjetje ne more preživeti spod 120 000, 130 000 € dodane vrednosti, ker se mu ne sezida amortizacija od zgoraj, pa če postiva dobiček na nuli skoraj. Po drugi strani pa, kot sem povedal zelo skozi podatke, in obrtnik s 30 000 € zelo dobro lahko funkcionira. Ima dobro plačo, če bi tako rekel. Ja, saj sem rekel, da je dosti pa... Ne, se to je bilo zelo... Evo, zdaj bo gospod Mesec na to odgovoril, in potem moramo zaključiti, ker smo rekli, da imamo 45 minut, čeprav bi mi še 2 uri lahko. Se bomo še pogovarjali. Saj pridem še. Ne, to je bil zelo dober nastavek na koncu. Mislim, jaz se drugače teh buzzwordov, kot se jim reče, mislim, teh krilatic izogibam. Zato tudi mislim, da me niste še nikoli slišali, da bi govoril o dodani vrednosti, ker kot prvo, pač razumem koncept in se strinjam s tem. Mislim, da pač mi bi morali praktično vse stroške tudi povišati, kot si rekel, če bi hotel višati dodano vrednost. Kot drugo, treba je malo bolj realistično gledati na stvar. Mi imamo, če bi hotel dvigovati dodano vrednost kar tako, bi morali recimo prestrukturirati pač nek del slovenskega gospodarstva. Konkretno, kaj jaz vem, pač zapreti podjetje z nizko dodano vrednostjo, kjer delajo ljudje na minimalcih, ampak to pomeni, da bi se pa oni morali prestrukturirati za neko panogo, ne vem, za IT panogo in začeti tam delati, kar je pa nemogoče. Ljudje niso toliko fleksibilni, da bi kar preskakovali. Mislim, saj rudarji iz Velenja, ko se bo rudnik zaprl, pač ne bodo naslednji dan šli programirati.
In je treba na to gledati realistično, zato sem jaz tudi na poziciji, da mi lažje, kot fantaziramo o tem, kako bomo podvojili dodano vrednost, se pogovarjamo o tem, kako popraviti tiste dele države, ki ne funkcionirajo. To je naloga politike. Kako optimizirati slovensko zdravstvo, kako zgraditi stanovanjsko politiko, pa ni nujno tukaj, da samo z javnimi sredstvi. Saj lahko tudi prihranke gospodinjstev slovenskih bank mobiliziramo za to. Kako z digitalizacijo malo razseliti delovna mesta po državi, da dobimo malo bolj diverzificiran razvoj, kako mogoče priti do brezplačnega vrtca in tako bomo ustvarjali okolje, v katerem se bo dal tudi z našo dodano vrednostjo, tako kot jo imamo, pa seveda vsi hočemo zviševati, relativno dobro živeti. Jaz sem zadnjič spoznal ruski par, ki sta se preselila v Ljubljano pred 5 leti in sem jih vprašal, zakaj ravno Slovenija. In sta rekla, veš, midva sva bila v Moskvi, pa sva bila na Tajskem, pa sva bila v Južni Koreji in pa sva delala malo cost benefit analize in sva ugotovila, fakt, Slovenija je pač najboljša, ker vse zastonj. In hočem reči, da mi smo blizu tega, da na ta način dobimo ljudi sem in da ljudje tukaj tudi ostanejo. Moramo se pa ukvarjati z vprašanjem, kako naj Slovenija bo družba, v kateri se pač dobro živi. Ja. Pri socialni kapici pa, to je socialna kapica, če se da. Mislim, socialni kapici čisto z vidika neenakosti mi nismo naklonjeni, ker to pomeni v praksi, da se nad 4600 ali pa 6000, zdaj 2 različna predloga sta v javnosti, zamrzne plačevanje socialnih prispevkov. Kar se tiče Zamrzne rast. Zamrzne rast, ja, zamrzne rast. Ne, temu predlogu nismo naklonjeni. Pol je bilo pa še eno vprašanje, si dal. Socialni prejemki posameznikom. Socialni prejemki, jaz bi... Da se delo splača, ne? Ali se delo splača? Ja, jaz mislim, da je to treba predvsem na ravni motivacije pa plač popravljati. Zdaj nekaj izkoriščanja teh socialnih prejemkov je. To se čisto strinjam. Tako da, če se tam pogovarjamo o zaostritvi nadzora, samo kakor začnemo delati na tem, da se ne zniža socialna pomoč 400 na 300, zato da se demotivira te ljudi, ki izkoriščajo. Jaz mislim, da lih teh se s tem ne bo demotivirali, ker oni, ki so delovno sposobni, verjetno ki delajo na črno, bomo pa po glavi udarili vse tiste, ki pa delati res ne morejo. Pač delovne invalide in pač ti, ki so res reveži in so na nek način pač rabijo to pomoč. Zdaj se jaz zahvaljujem se za ta pogovor, zanimiv pogovor, že takoj izkazuje potrebo, da se čim prej po volitvah spet oglasite v našem sproščenem klubu. Upam, da ste ne samo v besedah, ampak tudi z občutji doživeli, da smo prijateljsko nastrojeni, da nismo negativci ali pa da nismo sovražniki levičarjev. Mi spoštujemo demokracijo, demokratično ureditev in seveda spoštujemo to, da imamo v Sloveniji tudi celo mavrico političnih strank v državnem zboru zastopane. Hkrati se zavedamo seveda, da je vaš politični program verjetno zaenkrat bolj usmerjen drugemu političnemu polu. Želimo pa si, da bi tudi iz naših izkušenj pri vaših programih in pri vaših stališčih upoštevali, da je naša mnenja in mi smo odprti tudi z vaše strani, če bo šla pobuda za kakršenkoli pogovor, da vas sprejmemo. Tako se z našim predsednikom dobivata in naj bi to ostali sproščeni prijateljski pogovori brez sovraštva, samo z ljubeznijo. Jaz tudi bi se zahvalil, pa veliko sreče na volitvah. Hvala, jaz bi se tudi zahvalil. Debata je bila prekratka, ampak kot rečeno, z veseljem pridem na nadaljevanje. Mislim, sej ne bom rekel, da lahko razlike med nami odpravimo, ampak mislim, da bo veliko, če se poskušamo začeti razumeti en drugega. Kar je tudi ne samo zdravo za demokracijo, ampak kot je nekdo rekel, če vidiš samo en del problema, potem problema ne razumeš. Hvala. Hvala.